Na stičišču Sečoveljske doline in slanih solinskih bazenov se pod površjem skriva zgodba, ki bi jo marsikdo lahko zamenjal za scenarij rudarskega trilerja. Leta 1935 so italijanske oblasti v iskanju črnega zlata premoga začele intenzivno geološko sondiranje Sečovelj. Vrtali so 120 sond in na globinah od 100 do 400 metrov pod morsko gladino našli želeno surovino. Čeprav so sloji premoga redko presegli pol metra debeline, je najnižji, neposredno nad krednim apnencem, marsikje dosegal tudi meter in več. Kalorična vrednost sečoveljskega premoga je bila precejšnja, čeprav je vseboval visoko raven žvepla. To ni zaustavilo rudarskega zagona. Leta 1938 je italijansko podjetje Arsa na robu Solin postavilo železni stolp in odprlo rudnik. Toda razvoj ni potekal brez trenj. Že prva intenzivna rudarjenja so povzročila pogrezanje 13 solnih fondov, kar je pripeljalo do spora med rudarji in solinarji. Kljub obtožbam o gospodarski škodi ni nikoli prišlo do pravnomočne sodne razsodbe. Leta 1944 je zaradi prekinjenih dobav električne energije prišlo do popolnega zalitja rudnika. Po vojni je jugoslovanska oblast demontirala železni stolp in ga preselila v Rašo. Z osuševanjem rudniških rovov so nadaljevali v začetku 50-ih let, pa znova jih je voda presenetila le nekaj let kasneje. Po nekaterih ocenah danes pod zemljo počiva kar 10 km zalitih rovov, nekateri tudi več kot 250 metrov pod površjem. Čeprav nesreč ni bilo veliko, rudarjem ni bilo treba postavljati podpor zaradi trdne kamnite okolice, so iz varnostnih razlogov izgradili zasilni izhod z impresivnimi 700 stopnicami do bližnjega hriba. Na vrhuncu delovanja je rudnik zaposloval približno 380 ljudi. Leta 1972 je zadnji vdor vode simbolično in dobesedno potopil upanje na nadaljnje rudarjenje. Premogovnik Sečovlje je zaprl svoja vrata, ne zaradi pomanjkanja surovine, ampak zaradi vse bolj dostopne in cenejše nafte. Danes o njegovi prisotnosti pričajo le redki ostanki in spomini lokalnih prebivalcev.